Dr. Tjaša Kos, za začetek bi prosila, če nam lahko predstavite svojo življenjsko zgodbo. Kakšen drugačen uvid v življenje ste doživela, kar niste načrtovala in kakšno je vaše poslanstvo danes? Ja, najprej tako, jaz sem zelo vesela, da sem lahko tukaj. Upam, da bomo skupaj uspeli dati nekaj motivacije, nekaj spodbude, nekaj elana za radostno sprejemanje življenjskih sprememb. Običajno se življenjskih sprememb najprej ustrašimo. Tudi jaz sem se jih. Jaz sem bila do 24. leta ena zelo navadna, povprečna, recimo temu, mlada ženska, bilo me je povsod polno, zelo rada sem potovala, rada sem imela umetnost, veliko sem slikala, veliko sem brala. In slepota ali pa recimo sploh težave, to je bilo nekaj, kar se dogaja tam nekje, ljudem na televiziji ali pa v romanih. Potem je pa pri 24 nenadoma zaradi neke zelo redke bolezni se je zgodilo, da sem se zbudila v temi. Prognoza je bila zelo slaba, rekli so, da bom najverjetneje inkontinentna, nepokretna, pri vsem tem se je zdela slepota nekako še najmanjša težava. Kaj je takrat doživljala moja mama, moja družina, jaz sem edinka, si ne upam misliti. Upam, da tega kot mama 3 otrok nikoli ne bom izvedela. Zame se je zagotovo podrl svet. Tisto, kar je prej obstajalo, je nenadoma v delčku sekunde izginilo. Z veliko podpore in spletu srečnih naključij, pravijo pa tudi, da zaradi moje trme, ja, to je bila glavni greh mojega otroštva, so se počasi začele stvari sestavljati, naučila sem se brajice, se naučila uporabljati računalnik, belo palico, šla študirati, najprej psihologijo, potem psihoterapijo, naposled sem po nekaj različnih izobraževanjih iz psihoterapije doktorirala na Dunaju, iz pozitivne psihologije, to zelo rada poudarjam, ker mi je to zelo blizu. Zdaj pa sem, vmes so se zgodili 3 otroci, najstarejši je star 11, najmanjši je 3 pa pol. In trenutno delam v samostojni terapevtski praksi z posamezniki, pari, skupinami. Skušam pomagati ljudem, jih motivirati za to, da vidijo prepreke, ki nas vse doletijo na naši življenjski poti, bolj kot kamne, na katere stopijo in sežejo više, ne pa kot kamne, čez katere se spotaknejo in obležijo. Hvala. Zelo ste pogumna. Spletne ključi. Zdaj pa, ker je danes delavnica in je namenjen dogodek aktivnosti in novim izkušnjam, da stopimo izven cone ugodja, za vas smo pripravili maske za oči, ki imajo več pomenov, od tega, da bojo lahko zvečer vam služili za počitek, ampak v kolikor imate energijo in pogum, vas vabim, da si jih date zdaj čez vaše oči in ste v bistvu v enaki poziciji kot dr. Kosova. Če si kdo upa. Moja mama, ki je šla v okviru moje rehabilitacije enkrat na eno tako delavnico, se je dala gor masko in je potem tako po parih minutah vsa zgrožena rekla: "Joj, Marija, kako gre to vse hitro." Tako da... Tjaša, vsi imajo gor. Wow, to je pogum. Super, hvala za pripravljenost. Danes smo tu zaradi podnebne krize, ki ne moremo več zanikati, to sem že povedala. Kako se pripraviti krizam v življenju? Vi kot psihoterapevtka, kako pripraviti vodje podjetij na podnebno krizo in še vedno videti priložnosti? In na kratko, kateri resursi, viri so tisti, iz katerih človek črpa v krizi? Ja, mi vedno znova, tudi to, kar nam kažejo sodobne raziskave, je to, da eno je znanje, ampak znanje je mrtev kapital, če nimamo zadaj usposobljenih, fleksibilnih kadrov. To, kar bomo mi potrebovali za to, da bomo kos spremembam, edina stalnica, ki nas dejansko čaka v naši prihodnosti, so spremembe.
To, kar bomo potrebovali, je mentalna fleksibilnost. To je tudi to, kar vedno znova kažejo psihološke raziskave. Mentalna fleksibilnost, tole prilagodljivost in pa investicija v kadre. Zadovoljni kadri, takšni, ki bodo ustrajali v podjetju in ki bodo dovolj mentalno fleksibilni, da bodo iskali nove rešitve, da se ne bodo togo oklepali nekih uhojenih poti, neke strukture. To je to, kar mi danes vemo, tudi na področju mentalnega zdravja, je to, kar najvišje korelira z občutkom sreče, zadovoljstva. Se pravi to, da smo odprti za spremembe in pripravljeni sprejemati nove izzive. Tjaša, najlepša hvala za ta pogled. V situaciji, v kateri ste se znašla, ste se morala priučiti novim tehnologijam. Naprimer Braillova pisava, računalnik, novi računalniški programi. V našem centru smo prepričani, da so zelene tehnologije odgovor na podnebno krizo. So okoljsko bolj sprejemljive in družbeno bolj odgovorne. Vendar do novih tehnologij imamo ljudje pogosto odpor, se jih težko priučimo, čeprav včasih tudi ne. Kako ste vi usvojila nove tehnologije in kaj vam pomenijo? Ja, tukaj jaz se jasno spomnim, ko sem oslepela in potem, jaz sem bila takrat seveda zelo obupana, zdelo se mi je, da se je moje življenje končalo. In takrat so me prišli tolažiti in so mi razlagali, kako se bo vse uredilo, kako se bom jaz naučila uporabljati računalnik. In meni se je to takrat zdelo kot ena neslana šala, ker se mi je zdelo, da za računalnik pa seveda moraš videti, ne, kaj bom zdaj jaz, slepa kot kar z računalnikom. Danes je računalnik moj zvesti spremljevalec, nikamor ne grem brez njega, ker naprej ga vlačem s sabo kot mačka mlade. Tako da mogoče, ja, za uporabo novih tehnologij najprej potrebujemo izkušnjo. Šele pozitivna nova izkušnja nas bo motivirala. Mene se dnevno dogaja, da prihajam v stik z ljudmi, ki še nikoli niso videli slepe osebe. Jaz se veliko gibam pač v svetu videčih, pridem, ne vem, v trgovino, ki je treba, recimo zadnjič je bilo treba pomirjati kopalke. In tam je bila neka simpatična prodajalka, ki zagotovo še nikoli v življenju ni imela stika s slepo osebo. Ampak moja izkušnja je ta, da po nekaj minutah, če sem jaz odprta in če je drugi človek količkaj odprt, zadrega mine in običajno so te stiki zelo lepi, zelo bogati za nas vse. Tako da jaz mislim, da je ena pomembna točka to, da si dovolimo izkušnjo, da si dovolimo priti v stik z novimi tehnologijami, z novimi načini, premagati zadrege, premagati predsodke in to nas odpira za nova doživetja. Tukaj bi še eno vprašanje dodala. A je prostor okrog vas, ali je prilagojen različnim osebam z oviranostmi? Dovolj dobro, že v Sloveniji, ali pa opažate napredek, ali kaj bi najrajše želela, da bi se še izboljšalo pa prilagodilo? Jaz sem oslepela pred skoraj 20 leti. Tako da jaz v teh 20 letih opažam eno veliko spremembo, seveda tudi na področju zunanjih prilagoditev. Ampak bolj kot to se mene dotakne, se zdi meni pomembna sprememba v zavesti ljudi. Mislim, da je tisto, kar je največji, najpomembnejši doprinos, to, da se je začela zavest ljudi spreminjati, da inkluzija, integracija niso več neke tujke. Ko sem jaz, ne vem, oslepela pred 30-40 leti, če si oslepel, si vezel košare ali pa, ne vem, vezel metle, če si imel srečo, ali si bil pa berač. Za danes je to, da mladi slepi študirajo, več ali manj nekaj samoumevnega. In to, ko grem jaz kdaj kje sama s palico, da mi ljudje pristopijo, mi pomagajo čez cesto, da se me ljudje ne ustrašijo, ko pridem, ne vem,
v neko okolje. Jaz mislim, da so to orjaške spremembe, ki so meni bolj pomembne kot to, da imamo avtobuse, ki se spustijo dol, ki se znižajo, ali pa da lahko imamo možnost premagovati razne arhitektonske ovire. Seveda so tudi te prilagoditve pomembne, ampak zopet, brez človeškega faktorja, brez spremembe v zavesti ljudi, so arhitektonske spremembe mrtev kapital. Človek je tisti, ki šteje. Tako. In stopiti iz cone ugodja je v bistvu tudi en kar velik izziv, navajeni smo, težko nam je to narediti. Če pa preideva na trajnost, kako bi z vašega vidika lahko motivirali ljudi, da bi se odločali biti bolj trajnostni, da ne bi ostali samo načelni, ali se nam res more zgoditi neka tako huda kriza v življenju, da nas tako prizadene, da se šele takrat zavedamo, da moramo spremeniti. A se lahko prej pripravimo? Jaz osebno zelo verjamem v dobro v ljudeh, tako da jaz verjamem, da ne rabimo gajžle, zato da se začnemo spreminjati. Dejstvo pa je, da smo ljudje najbolj motivirani za spremembe takrat, kadar nam je težko. To, kar mi vemo iz organizacijske psihologije, je to, da vrednote prispevajo na enem deklarativnem posrednem nivoju. Kar bolj motivira je klima, se pravi vpliv sodelavcev, predvsem pa vpliv vodij, se pravi to, kako se vodje vedejo, kako voditelji razmišljajo in pa navade. Navade, ki jih zaposleni opazujejo pri svojih nadrejenih. To je tisto, kar najbolj motivira za spremembe v organizacijah. Podobno kot v družini. To, kar otroci vidijo, da delata tata in mama, to bodo pa snemali. Vi lahko govorite, kar hočete, če tega ne boste delali, vam otrok ne bo verjel. Podobno je v organizacijah. Če imamo mi neke vrednote in vodstveni kader ne sledi, jih zaposleni ne bodo upoštevali. Pomembne so torej navade in pa medosebni odnosi. Klima v organizaciji. To je to, kar dejansko spreminja. Hvala za to sporočilo. Upam, da se je marsikoga dotaknilo. S tem bi v bistvu počasi zaključili ta naš del. Z vami so se dogovorili, da bomo v naslednjem letu še sodelovali, ker nam je zanimiv ta res močan pogled z vašega vidika in gotovo nam lahko zelo pomagate. Kakšen bi bil pa vaš zadnji sporočilo našim udeležencem, ki ga ponesajo sabo kot zeleni voditelji? Ja, jaz bi se vam najprej rada zelo zahvalila za možnost, da sem lahko bila tukaj, da sem lahko te stvari delila z vami. To jaz doživljam kot en moj majhen doprinos v mozaiku izboljšanja sveta. Bi vas pa rada pustila z eno sliko. Moj 3-letnik, 3,5-letni Julijan, si umiva zobke in pravi: mami, morava zapreti vodo, ko dajeva pasto na ščetko, veš, vodica je dragocena. In ko moj 11-letni Jan reče: mami, veš kaj, jaz ne rabim novih superg, mi jih boš kupila, ko bodo moje stare ponošene. Takrat si mislim, ja, svet gre v pravo smer. Tako da jaz zelo verjamem v mlade generacije in v nas, ki smo modeli za te generacije. Hvala za pozornost. Hvala, doktor Tjaša.